V letošnjem svetovnem dnevu debelosti želimo strokovno in laično javnost opozoriti na pereč problem naraščanja debelosti pri nas in v svetu ter na pomen personalizirane, torej individualizirane obravnave bolnikov z bolezensko debelostjo. Debelost je bolezen modernega časa in na takšen način tudi pristopamo k obravnavi debelosti. Torej, s kirurškim načinom zdravljenja preusmerimo prebavno cev na takšen način, da se spremeni regulacija oziroma urejevanje presnovnih poti, s čimer pa omogočimo izgubo prekomerne telesne teže in s tem tudi ozdravitev z debelostjo povezanih bolezni. Torej, kratkoročen in ugoden dolgoročen način zdravljenja bolezni, ki so povezane z debelostjo. Katere bolezni pa uspešno pozdravimo? Sladkorno bolezen tipa 2, potem arterijsko hipertenzijo, z debelostjo povezane motnje spanja, potem presnovni sindrom v celoti, hiperlipidemije, izboljšamo gibalno sposobnost in pa kvaliteto življenja, kar pomeni tudi boljšo samopodobo, boljšo zaposljivost in zmanjšamo celokupen delež odsotnosti iz dela, ki je povezan z bolezensko debelostjo. Torej, s kirurškim načinom zdravljenja celokupno izboljšamo kvaliteto življenja bolnika in ga ozdravimo bolezni, ki so povezane z debelostjo. Obravnavamo individualizirano, torej bolniku prilagodimo tako obravnavo kot tudi način zdravljenja, kar pomeni, da skupaj z bolnikom izberemo ustrezen kirurški postopek, ki je povezan z osebnim stanjem bolnika, ter ga nato tudi na takšen način spremljamo še dolgo časa po kirurškem posegu. Kaj pomenijo dolgotrajni pozitivni učinki zdravljenja s posegi bariatrične in metabolične kirurgije? Pomeni, da se poleg navedenih dejavnikov izboljša tudi reproduktivno zdravje tako moških in žensk, se poveča možnost za zanositev, potem se izboljšajo medsebojni odnosi, na nek način posegamo tudi v družinsko dinamiko, ki jo na ta način izboljšamo, potem izboljšajo se medpartnerski odnosi in pa odnosi v družini z otroci in z ožjo in širšo okolico v celoti. Torej, z takšnim načinom zdravljenja bistveno pripomoramo tudi k zmanjšanju stroškov zdravljenja s strani obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga na tem mestu tudi spodbujamo za obravnavo debelosti kot kronične bolezni, torej tudi za implementacijo vseh ukrepov, ki jih zdravljenje priporoča. Že dolgo časa je znano, da sta sistemsko in ustno zdravje povezana. Iz tega vidika je najbolj zanimiva parodontalna bolezen, saj pri njenem razvoju sodelujejo številni dejavniki vnetnega in imunskega sistema. Najbolj očitna je povezava parodontalne bolezni in diabetesa, saj je znano, da diabetiki bolj pogosto zbolevajo za hujšimi oblikami parodontalne bolezni in je tudi zdravljenje parodontalne bolezni pri diabetikih bolj zahtevno. Povezava pa je oboje smerna, saj je znano, da z zdravljenjem parodontalne bolezni lahko vplivamo na urejenost, na metabolno urejenost pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Podobne povezave se kažejo tudi glede hipertenzije in debelosti. Zato ni čudno, da pri bolnikih s prekomerno telesno težo, ki imajo zelo povišan indeks telesne mase in pridružene tudi druge sistemske bolezni, kot sta diabetes in hipertenzija, opažamo zelo slabe kazalce ustnega zdravja. Še huje pa je, da ne glede na to, da bariatrični posegi sicer izboljšajo sistemsko zdravje, ti posegi paradoksalno pospešijo napredovanje parodontalne bolezni v obdobju okrevanja. Zato smo se pridružili timu strokovnjakov, ki vodijo obravnavo bolnikov pred bariatričnimi posegi, da bi zdravljenjem parodontalne bolezni preprečili poslabšanje te bolezni v obdobju okrevanja. Iz do sedaj zbranih podatkov smo že ugotovili, da parodontalna bolezen predstavlja neodvisen dejavnik tveganja za hipertenzijo pri osebah s prekomerno telesno težo,
Preverjamo pa tudi drzno hipotezo, da bi z zdravljenjem parodontalne bolezni uspeli morda celo izboljšati kazalce metabolizma ogljikovih hidratov in lipidov. Iz tega vidika še posebej natančno opazujemo povezavo parodontalne bolezni in bolezni jeter. Veseli nas, da smo na ta način postali del ekipe, ki skrbi za zdravje pacientov, ki se odločajo za bariatrične posege, in na ta način povezali dve stroki, ki sta na prvi pogled nezdružljivi, torej parodontologijo in abdominalno kirurgijo. Med kroničnimi boleznimi jeter pa je v zadnjih letih močno v porastu nealkoholna zamaščenost jeter, ki je posledica debelosti. Prisotna je pri 60% bolnikov s prekomerno telesno težo in pri več kot 90% bolnikov s patološko debelostjo. Nealkoholna zamaščenost jeter je pri bolnikih z debelostjo povezana z metaboličnim sindromom, srčno-žilnimi boleznimi in sladkorno boleznijo, torej je le del multiorganske prizadetosti bolnikov z debelostjo. Nealkoholna zamaščenost jeter je v tako velikem porastu zaradi porasta debelosti med prebivalstvom, da govorimo kar o epidemiji. Obsega pa spekter bolezenskih sprememb, od enostavne zamaščenosti jeter, torej steatoze jeter, do pojava vnetja v jetrih, govorimo o steatohepatitisu, in slednji vodi v fibrozo jeter, torej brazgotinjenje jeter, ki posledično pripelje do razvoja ciroze jeter z odpovedjo organa. Te bolnike spremljamo ambulantno in ocenjujemo stopnjo napredovanosti jeterne okvare z neinvazivnimi testi, torej z laboratorijskimi izvidi, in potem na podlagi validiranih točkovalnikov ocenimo stopnjo napredovanosti jeterne bolezni z ultrazvokom trebuha, z elastografijo in ne nazadnje tudi z invazivnimi metodami, biopsijo jeter in histološkim pregledom jeternega tkiva. Stopnja fibroze jeter je glavni prognostični dejavnik za napoved smrtnosti teh bolnikov. Pri teh bolnikih z višjo stopnjo fibroze jeter je potreben agresivnejši pristop pri zdravljenju. Kaj pa imamo na voljo pri zdravljenju? Tukaj imamo težavo, ker farmakološka terapija še ne obstaja, je še v raziskavah, tako da lahko bolnikom ponudimo le priporočila za zdrav življenjski slog. To je mediteransko dieto in gibanje, aerobno ali anaerobno 2 do 3 ure na teden, ker je bistveno znižanje telesne teže in vzdrževanje znižane telesne teže. Ugotovili so, da je znižanje telesne teže za 7 do 10% že obrnilo v bistvu stopnjo jetrne okvare in zaustavilo napredovanje v končno odpoved organa. Za znižanje telesne teže pri patološko debelih bolnikih pa je najbolj učinkovito bariatrično kirurško zdravljenje. Ko bolezen napreduje v končno odpoved organa z razvojem jetrne ciroze z zapleti, je indicirano zdravljenje s presaditvijo jeter. Zaradi velikega števila teh bolnikov je v ZDA indikacija za zdravljenje s presaditvijo jeter zaradi nealkoholne zamaščenosti jeter že na drugem mestu. Na prvem mestu so virusni hepatitisi, v Evropi pa so na prvem mestu alkoholne bolezni jeter. Vendar pa je tudi zdravljenje s presaditvijo jeter pri teh bolnikih bolj zapleteno, saj pri bolnikih z indeksom telesne mase več kot 35 ugotavljajo več posttransplantacijskih zapletov, predvsem na račun pridruženih srčno-žilnih bolezni. Srčno-žilne bolezni so tudi glavni vzrok za smrt teh bolnikov. Ker je bolezen jeter le del multiorganske prizadetosti bolnikov, ki imajo prekomerno telesno težo, je izrazito pomemben multidisciplinarni pristop pri obravnavi teh bolnikov s sodelovanjem specialistov različnih strok, ki nam je v kliničnem centru v Ljubljani dostopen. Naš klinični oddelek pa je vključen tudi v delovno skupino specialistov za jetrne bolezni v Evropskem hepatološkem združenju, ki se ukvarja z ozaveščanjem javnosti in
pripravo nacionalnih strategij za iskanje, preprečevanje in zdravljenje nealkoholne zamaščenosti jeter. Prvi pregled bolnik s prekomerno telesno težo opravi na Polikliniki UKC Ljubljana, prvo nadstropje B-trakt v ambulanti za abdominalno kirurgijo. O prvem pregledu v kirurški ambulanti bolnik s pomočjo medicinske sestre izpolni vprašalnik, ki je namenjen oceni bolnikovega zdravstvenega stanja. Zaželeno je, da bolniki prinesejo izvide specialistov, pri katerih so se zdravili, ter seznam zdravil, ki jih uživa. Medicinske sestre v kirurški ambulanti sodelujemo v multidisciplinarnem timu, ki ga sestavljajo zdravniki različnih specialnosti, dietetik in psiholog. Vloga medicinske sestre je, da vrši vzgojno-izobraževalno delo, opravi meritve, kot so telesna višina, telesna teža in obseg pasu. Na podlagi meritev izračuna indeks telesne mase, svetuje glede prehranjevalnih navad in zdravega življenjskega sloga pred izvedbo operativnega posega. Bolniku se priporoča, da vodi prehranski dnevnik za užite hrane in tekočine. Te informacije so v pomoč bolniku in pri obravnavah pri dietetiku. Priporočamo, da so bolniki vsakodnevno telesno aktivni, tako pred operativnim posegom, kot po operativnem posegu. Svetujemo jim, da se vključijo v vodene vadbe. Vsakega bolnika v ambulanti obravnavamo individualno, vse informacije pa lahko bolniki pridobijo na spletni strani Metabolična kirurgija. Debelost kot bolezen, hkrati pa tudi kot izziv sodobne družbe, javnozdravstveni problem, paciente lahko pripelje tudi v bolnišnično okolje. Vsi zaposleni na tem nivoju, med drugim tudi medicinske sestre oziroma zaposleni v zdravstveni negi, aktivno sodelujemo že v procesu predoperativne obravnave bolnika, potem kasneje v sami pripravi bolnika na operativni poseg. Zelo pomembna pa je tudi naša vloga v času, ko je bolnik operiran, ko je pacient že samo zaradi operativnega posega in drugega tveganja, ki jih prinaša sama debelost, premeščen za vsaj 24 ur v enoto za intenzivni nadzor. Tam spremljamo delovanje organov po operativnem posegu in pa seveda skrbimo za splošno dobro počutje bolnika. Zelo pomembna aktivnost, ki jo vzpodbujamo takoj po operativnem posegu, je zgodnja fizična aktivnost, kar pomeni, da na dan operativnega posega, se pravi le nekaj ur potem, bolniku pomagamo, da že prvič vstane iz postelje. Zelo pomemben je ob tem seveda naš odnos, da delujemo spodbujajoče in pa hkrati, da tudi bolnika ob tem opogumljamo, ker prav to je tisto, kar je včasih bolnikom nepredstavljivo. Medicinske sestre smo seveda tudi del širšega multidisciplinarnega tima, hkrati pa vstopamo v bolnikov intimni svet. Z vsemi aktivnostmi, se pravi postopki in posegi, ki jih pri njem izvajamo. Vemo, da preko telesa komuniciramo, da se preko njega izražamo in da je naše telo v bistvu del tudi naše identitete. Zato je zelo pomembno, da smo pri obravnavi takega bolnika etični, nepristranski in seveda, da naredimo vse za ohranjanje človekovega dostojanstva. Skozi vse to pa se seveda prepleta tudi kult vitkosti, ki je moderen v teh sodobnih časih, in pa prepoznavanje debelosti kot morda neke nezaželjene drugačnosti. Kar pomeni, da je naš odnos bistvenega pomena tudi pri destigmatizaciji debelosti kot take, v bolnišničnem okolju in na splošno v širši družbi in da imamo seveda tudi zaposleni v zdravstveni negi zelo pomembno vlogo. Da pa vse to zmoremo, razumemo
Je pa pomembno, da smo seznanjeni in da tudi razumemo vse dejavnike, v mislih imam seveda psihološke in tudi druge dejavnike, ki privedajo do pojava morbidne debelosti in da to znamo integrirati v bolnišnično okolje in seveda potem res aktivno delovati v smislu vzpodbujanja pacienta k spremembi življenjskega stila. Se pravi, kardiovaskularne bolezni pa debelost pravzaprav gresta zelo z roko v roke. Tipično si mi to predstavljamo, da ju povezuje ta zlasti hiperlipidemija, se pravi neustrezno urejene maščobe, ki jih pogosto srečamo pri ljudeh s prekomerno telesno težo in pa sladkorna bolezen. Nekoliko manj nam je blizu ta povezava, da imajo bolniki, ki imajo prekomerno telesno težo, pa nimajo koronarne bolezni in tudi nimajo posebej iztirjenih maščob ali pa sladkorne bolezni, ravno tako lahko kar pomembno kompromitiran srčno-žilni sistem, predvsem v kontekstu srčnega popuščanja. To zaradi tega, ker debelost sama po sebi poveča pljučno-žilno rezistenco, poveča pravzaprav minutni volumen srca, predvsem levega prekata in na ta način pravzaprav lahko nastane tudi srčno popuščanje, ki ni odvisno od koronarne bolezni ali pa same sladkorne bolezni. Poleg tega se sam metabolizem v srčni mišici samo zaradi debelosti in hormonskih sprememb, ki izvirajo iz samih prebavil, močno spremeni in srčna mišica, čeprav je zdrava in nima nekih drugih poškodbenih faktorjev, kot recimo infarkt, vnetje srčne mišice, spremeni svoj metabolizem v takšnega, ki je zelo tipičen za srčno popuščanje in takšna srčna mišica lahko potem tudi opeša s časoma. Zato je zelo pomembno, da se teh povezav vseh zavedamo in da tudi, ko je bolnik na kardiološkem pregledu in ima prekomerno telesno težo, tudi to naslovimo, bodisi z napotitvijo v ustrezne programe hujšanja oziroma v sistem bariatrične obravnave, ker že sam ta ukrep lahko ob seveda siceršnji medikamentozni terapiji ključno pripomore k temu, da se srčno popuščanje stabilizira oziroma opomore. Pri dietetični obravnavi osebi s prekomerno telesno težo poskušamo razložiti, da je prvi in najpomembnejši korak pri hujšanju odločitev, da si res želi shujšati. Načrtovana prehrana ni le nekaj mesečna dieta, temveč sprememba v načinu razmišljanja o prehrani in redna telesna aktivnost. Razložimo mu, kaj v resnici pomeni zdrava prehrana. Predvsem je to pravilno razmišljanje. Dan začnem z zajtrkom, obrokov ne spuščam, jem na približno 3 ure, jem počasi, v mirnem okolju, hrane ne požiram. Telovadba in gibanje povečajo mojo mišično maso, večja mišična masa poveča porabo energije. V prehrano vključim zadosti beljakovin, saj so ključne za izgradnjo mišične mase in ohranjajo občutek sitosti. Sladkarije bodo na mojem jedilniku le izjema. Napačno razmišljanje pa je, da moram stradati, če hočem shujšati, preskočim obroke in tako bom prej shujšal, kruh in testenine redijo, jutri začnem z dieto, do takrat pa lahko jem. Seznanimo ga, da mu pripadajo 3 obiski pri dietetiku, nato ga stehtamo s profesionalnim analizatorjem za merjenje telesne sestave, mu razložimo rezultate, ki jih primerjamo pri ponovnem obisku, kjer preverimo in skupaj komentiramo tudi njegov prehranski dnevnik. Dobijo jedilnike in tabele s priporočenimi jedili živili in menjavo enakovrednih živil za sestavo jedilnika, če si želijo sami sestavljati jedilnike. Pri načrtovanju njihove prehrane izhajamo iz njihovega hladilnika, saj prihajajo iz različnih socialnih okolij. Debelost ni bolezen, ki se pojavi zaradi napak posameznika za debelostjo. Ta posameznik je žrtev debelosti. Debelost je pandemija, ki ima zelo kompleksno multidimenzionalno etiološko ozadje. In v boju proti debelosti mora poleg zdravstvenega sistema sodelovati celotna družba, od izobraževalnega sistema, fiskulture, arhitektov, urbanistov, medijev, zakonodaje. In le ta organiziran
sistemski boj vodi v uspeh v boju proti debelosti. Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 1997 prepoznala debelost kot kronično progresivno bolezen. In za zmanjševanje stigme debelosti moramo odločneje naslavljati debelost kot bolezen. Debelost pa je potem tista bolezen, ki vodi v nastanek vsaj 200 bolezenskih stanj. Med najpomembnejše seveda sodijo sladkorna bolezen, srčno-žilna obolenja in rakava obolenja. Se pravi, smrtonosne posledice ima ta progresivna kronična bolezen. V Sloveniji je prekomerno težkih in debelih že več kot polovica odraslih prebivalcev, moških več kot ženskih in tudi regijsko nismo uravnoteženi. Najbolj izpostavljena je severno-vzhodna Slovenija. Kakšna je vloga endokrinologa pri obravnavi in vodenju bolnikov z debelostjo? Prvič, poskušamo odkriti tiste zelo redke sekundarne vzroke debelosti, ki jih znamo zdraviti vzročno. Drugič, imamo pomembno vlogo v podpornem sistemu pri obravnavi tistih najbolj rezistentnih, najtežjih oblik debelosti, ki potrebujejo metabolično kirurgijo. Zelo se pa veselimo nove vloge, ki prihaja, in sicer s krepitvijo farmakološke podpore pri hujšanju, saj prihaja na tržišče nova terapija, s katero bo mogoče omogočiti redukcijo telesne teže med 10 in 20%, kar že rezultira v pomembnih učinkih na zdravje. Zdaj, strategija pri obravnavi bolnikov z debelostjo ni enotna. Strategije so številne, prilagojena mora biti posamezniku, absolutno nesprejemljiv pa je terapevtski nihilizem. Tako da je čas, da ukrepamo zdaj. Debelost je kronična motnja, ki zahteva vseživljenjsko vodeno zdravljenje v multidisciplinarnem timu strokovnjakov. Izguba prekomerne telesne teže je za bolnike nujna zaradi zdravstvenih razlogov, zaželena pa tudi zaradi psiholoških in estetskih razlogov. Ljudje s čezmerno telesno težo se ne spopadajo le z zdravstvenimi in fizičnimi omejitvami, temveč tudi s predsodki socialnega okolja. Ti so prisotni na skoraj vseh pomembnih življenjskih področjih, tako v širši družbeni javnosti, pri izobraževanju, zaposlovanju, v zdravstvu in drugod. V širši javnosti še vedno pogosto zasledimo predsodke, da so ljudje s čezmerno telesno težo leni, šibki, brez samokontrole, s čustvenimi težavami oziroma da se enostavno ne trudijo dovolj. Bariatrična kirurgija prinaša v primerih izjemno povečane telesne teže dolgoročno gledano boljše rezultate zdravljenja, kot velja za klasične metode, ki vključujejo nizkokalorično dieto, rekreacijo in vedenjske spremembe. Vendar se moramo zavedati, da je operacija zgolj sredstvo za doseganje cilja, ki poleg dobrega tehničnega rezultata terja obravnavo bolnika v multidisciplinarnem timu, kjer sodelujejo kirurg, negovalno osebje, internisti, dietetik in psiholog. Vloga psihologa pred kirurškim posegom je vezana na oceno psihološkega statusa kandidata za operacijo. Študije potrjujejo, da je problem izjemno prevelike telesne teže pomembno povezan z duševnimi motnjami. Med temi prevladujejo motnje hranjenja in depresivnost, pogoste so tudi motnje razpoloženja, anksioznost in zloraba psihoaktivnih snovi. Stanje po operaciji daje bolnikom zunanjo kontrolo, ki jo predstavlja občutek polnosti želodca in je signal za zaustavljanje hranjenja. Vendar pa kirurški poseg ne vpliva na željo in prisilo k hranjenju, ki jo ti bolniki čutijo, zato je psihoterapevtsko delo pomembno pred posegom in po njem. Debeli bolniki imajo pogosto motnje dihanja v spanju, s čimer se ukvarjamo na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v kliničnem centru. Motnje dihanja v spanju se kažejo najprej kot smrčanje, ob smrčanju nastanejo pavze dihanja, ki so daljše od 10 sekund in se ponavljajo skozi celo noč,
Zaradi tega so bolniki zjutraj zaspani, utrujeni in lahko povzročajo prometne nesreče. Vemo, da ti bolniki 7-krat pogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi zaspanosti. Hkrati nezdravljene motnje dihanja v spanju pri debelih ljudeh vodijo v druge kronične bolezni, kot so srčni infarkt, možganska kap in poslabšanje metabolnega sindroma in drugih bolezni. Zato je pravočasno odkrivanje motenj dihanja v spanju in pravočasno zdravljenje ključnega pomena za dobro življenje debelih ljudi. V naši ambulanti obravnavamo otroke in mladostnike z čezmerno telesno težo oziroma z debelostjo. Kot terciarni center obravnavamo tiste otroke, ki so napoteni iz primarnega ali sekundarne ravni. Namen obravnave v naši ambulanti je predvsem opredeliti potencialne vzroke debelosti in hkrati opredeliti ter zdraviti potencialne zaplete debelosti. Pri otrocih namreč je bistveno večja verjetnost za to, da opredelimo tudi genetske oblike debelosti. Tako da je opredeljevanje genetskih vzrokov debelosti pomemben sestavni del naše obravnave. Tukaj sodelujemo z našim laboratorijem na pediatrični kliniki, kjer smo do sedaj že pri številnih otrocih tudi opredelili dejansko veliko genetsko predispozicijo za debelost in jih potem tudi lahko ustrezno obravnavamo. Hkrati v naši ambulanti, kot sem že rekel, poskušamo opredeliti tudi že potencialne vzroke za debelost, ki so hormonske narave, hkrati pa tudi že odkrivamo tudi zaplete. Predvsem bi tukaj rad omenil zgodne zaplete debelosti, kot so preddiabetes, torej zgodne oblike sladkorne bolezni, ter druge presnovne in pa nepresnovne zaplete. Rad bi poudaril, da je izrednega pomena, da otroke vodimo za debelosti že vse od otroštva, namreč z zgodno intervencijo lahko pri teh otrocih, tudi tistih, ki imajo recimo genetsko predispozicijo, preprečimo hitro stopnjevanje debelosti, kar je lahko tudi dolgoročno učinkovito zdravljenje debelosti oziroma preprečevanje zapletov povezanih z debelostjo. Zdravljenje morbidne debelosti prinese za seboj pogosto tudi gotove funkcionalne težave, namreč koža v obdobju prekomerne teže zaradi povečane mase se tkiva raztegnejo in pogosto so po tovrstnem zdravljenju in redukciji telesne teže sama koža nima zadostne sposobnosti, elastičnosti, da se povrne v prvotno obliko in posledično lahko ta neelastična koža pomeni tudi velike funkcionalne težave. Običajno so te prisotne pri bolnikih, ki shujšajo 60, 80 in več kilogramov, kjer ta preveč raztegnjena koža tekom debelosti po obsežni redukciji telesne teže tvori obsežne kožne gube, ki tudi funkcionalno ovirajo. In v teh primerih, kjer imamo obsežne oziroma večje funkcionalne težave, pomagamo tudi plastični kirurgi z korektivnimi posegi kožnih gub, da se ponovno omogoči boljšo funkcijo in vsakodnevno udejstvovanje pri aktivnostih, tudi potem, ko se sicer telesna teža normalizira in ostanejo gotovi sledovi predhodne prekomerne telesne teže. Tovrstni posegi za seboj sicer pustijo obsežne brazgotine, ki pa so vseeno v primeru teh izrazitih funkcionalnih težav manj moteče kot sicer same kožne gube in pretirana ohlapnost kože po tako obsežnem hujšanju.